če si ti ženska, pa če hočeš pač furat nek biznis, ja, pol pač deli stvari pač po moško, ne. Noben te ne bo vprašal, kaj imaš ti menstruacijo ali ne. Pač koga briga. Nika pomaga ženskam sprostiti moč skozi ples, vodenje rituale in meditacije. Nika Gorazer, lepo pozdravljena na podcastu. Kar nekaj cajta sva se menila, tako da me veseli, da si se pripeljala v Brda in da bomo lahko en tak sproščen, miren, intuitiven pogovor. Tako da zdaj za začetek te bom predstavil s tvojim opisom na Instagramu v slovenščini. Nika pomaga ženskam sprostiti moč skozi ples, vodenje rituale in meditacije. Yes. Daj mi malo povej, pač bila si plesalka in zdaj si šla na svojo pot. Me zanima, kaj tebi pomeni ples. Kaj meni pomeni ples? Najprej hvala za tvoje povabilo. Sem vesela. Res nekaj cajta rabila, ampak vse z namenom, takrat, ko je ta prav čas. Drugače pa ples je v bistvu bil del mojega življenja od po moje 4. leta starosti. Tako da takrat doma smo imeli skozi prižgano glasbo, pa oče je ful poslušal te old school, Michael Jackson, Tina Turner. Tako se mi zdi, da sem bila že od majhnega nekako obkrožena z quality muziko. Že vnaprej se opravičujem za kakšne angleške izraze, ampak nekako ful sem obkrožena z angleščino in pol kakšen angleški izraz pride ven. Ja, se to je kar težko, ne? Ker se mi zdi, sploh ta osebnostna rast, konzumiraš ful kontenta v angleščini. Ja, ful. Da je pole težko dobiti slovenski izraz. Včasih sploh ne najdem kakšne besede. Sem tako, kako se že reče v slovenščini? Kar pač fajn bi bilo, da pač vedno naš slovenski jezik treniramo, ampak ja, več slovenskih knjig mogoče prebrati. Tako da sem nekako pač pri 4 letih me mami vpisala v neko plesno šolo, čist random, to je bil pač kot nek hobi in meni je bilo itak ful fajn. Pač kreativka, malo muskice, malo plesa, se mi zdi, da takrat sem pač ful uživala. Kot otrok je pač bila to nek pristni užitek in hobi. In pol z leti, ker sem pač se malo bolj začela zavedati sebe, je bilo pa tako, kaj pa če bi jaz to počela v življenju, kaj pa če bi to lahko bil moj poklic, pa tako. Itak sem vedno spremljala pač MTV, to je bil pač 90-ta, jaz sem 90s kid. Tako da takrat v bistvu je vedno bolj globoko rasla ta želja, jaz si želim, da je to moj poklic, a ne jaz hočem plesati v boku neke Beyoncé ali pa pač nekih teh zvezdnic. Takrat so bile, spomnim se, full Destiny's Child, popularne, pa pač te res pač te old school R&B, ki se mi zdi, da pač ima res ta soul v glasbi. In pol nekako v bistvu se je začela ta pot. Šla sem plesno šolo pri 8 letih in sem pač nisem mogla biti primer, celo uro sem gledala tam. Moja dosta mi rekla, lej, pet pogledat, pa boš videla, ko se boš počutila, pa se pol odloča, ne. In ja, to je bil pač edini hobi, ki sem ga šla pogledat, kako se bom počutila, pa je pol v bistvu mi ful porastel k srcu in sem pol nadaljevala svojo pot. In sem pol čez leta, v bistvu, dokler je bil to še pač ta hobi, sem čez leta vedno bolj čutila, da nekaj je več od tega, ne. Ni to samo, da jaz pač pridem na trening, pa sem tam fajn, ampak kje je lahko več. In pol sem ful začela gledati te razne workshope, delavnice, malo sem začela tudi potovati. Takrat v Sloveniji je bilo ful popularno, da so različne plesne šole organizirale workshope s tujimi učitelji in so pripeljale iz New Yorka, iz LA-ja, ful enih zvezdnikov, mislim teh znanih koreografov, ki so tudi koreografirali za pač ameriške zvezdnike. In ja, pol v bistvu, ko ti vidiš, da je nekdo zelo blizu, lahko, se pravi, en Američan je kar v Sloveniji in pač on koreografira za, Justina Timberlakea. In ta svet sploh ni toliko daleč, te sanje sploh niso toliko oddaljene. In ja, takrat sem pol na teh klasih ful večjo željo še dobila potem in sem pol rekla, jaz grem v LA trenirati, tako da sem pol vsako leto šla na camp ali pa pač v Los Angeles, sem se tam izobraževala od različnih teh koreografov. In vedno bolj globoka je bila pač ta želja, jaz si to želim. Dokler ni prišlo do momenta, da pač sem bila na točki, kjer sem rekla, takrat sem bila še z bivšim fantom, ki je bil tudi ful zagrižen plesalc, pa to so oba v bistvu se
ukvarjala s tem tudi tako malo bolj resno. In so rekli, nič, kaj greva se preseliti v LA, ne? In so šla tja, so se začela rihtati vizo in potem kar naenkrat so se začele stvari malo podirati, ne? Tako, pač sama energija, ki sem bila tam, sem tako, a to sploh je zame. Pa sem prišla nazaj, ta prvi set, ki sva šla za 2 meseca, pa sem bila v Sloveniji, pa sem tako malo zgubljena. Pa so rekli, da greva še enkrat za 1 mesec, da pač vidva, ful je bilo enih nejev, ful je bilo, pač študiji niso bili pripravljeni pomagati, ti vse rabiš za vizo nekoga, ki jamči za tebe, da pač boš imel neke jobe in da boš pač delal tam 3 leta, ne, vsaj. Ja, ful je bilo enih nejev in hkrati tudi pač na energetski ravni, pa tudi tako znanje okolje, je bilo neke avtomobilske nesreče, sem videla, stvari se niso poklopile, vse je šlo, kadar rinem z glavo skozi zid. In takrat v bistvu sem bila tako zlomljena, ker sem prišla nazaj, sem bila tako, moje sanje so porušene, ne. Takrat se še nisem zavedala, da to ni v resnici moja pot, ne. Ampak je bilo 2-3 leta, sem bila po moje v sami depresiji izgubljena, kaj naj zdaj, kdo je sploh sem, če nisem plesalka. In sem se takrat malo umaknila od plesa, takrat sem že brainstormala v druge stvari. Sem že brainstormala, ne vem, da bom imela neko vintage trgovino oblačil, da bom, ne vem, skozi me je ta malo osebnostna rast, well-being zanimal. Pa sem pa spet nekako najdla nazaj pot v ples, sem spet dobila to željo, sem začela ustvarjati svoje videoposnetke, trenirati malo bolj aktivno, pa tako, da je spet ta ljubezen, ta primarna ljubezen do plesa, ki sem jo imela, ne, da je prišla nazaj. Ker se mi je zdelo, da se je vse vrtelo samo okrog tega, da jaz moram nekaj doseči. Ampak ja, sej pol tudi ta del, moram nekaj doseči, ne, za koga. Sej tudi tle sem imela pač to neko kolo. Jaz moram nekaj doseči zato, da bom zadovoljila svoje starše. Zato, da pač moj oče si ful želel, da bi pač šla na faks, da bi imela neko izobrazbo, ker je bolj tako racionalen tip in je v gradbeništvu in je pač normalno, da kako zdaj kar z nekim artom ti lahko pač uspeš in pač imaš nek zaslužek in safety, stabilnost, ne. On je to ful hotel zame, medtem ko jaz pač čist druga, ne. Jaz pa pač zdaj mi vse, kar je kreativno, pa se bom tam znajdla, ne. Tudi ta freelancerski life je drugačen kakor 9 to 5 life, ne. In jaz sem videla, da sem v bistvu ful bolj poganjala ta nezavedna prepričanja, da jaz moram zdaj dokazati njima, da jaz lahko sem s plesom uspešna. Jaz moram dokazati zdaj, da imam jaz lahko isto plačo, če jaz delam 9 to 5, pač tudi v plesu, ne. Tako da v bistvu me se skozi okrog tega vrtel ta moja želja po uspehu v plesu. In ja, ko sem nekako spustila to, se tega osvobodila, pol je začel ples ratvati nekaj malo bolj prijaznega, malo lepšega. Ampak zdaj že drugače ful časa govorim, tle se šele začne story tega, kar danes recimo delam, ne. Si se lepo naslikala, pač kako je potekala ta pot, ne. Se po mojem pri dostih športnikih ne je podobno, ne. Ker športniki znamo riniti z glavo skozi, ker v bistvu rabiš tudi malo od tega, ne. Da pač stisneš pa da prebrodiš tiste najtežje čase, ker ponavadi lih tam se zgodi nek preklop oziroma se stvari odvijajo, ne. Samo če pa vidiš, da nekaj ni okej, potem moraš pa malo spremeniti. Samo je se težko zavedati tega oziroma prepoznati tiste, ko si rekla, ne, nekaj na energetskem nivoju nekaj ne štima. Zdaj, ko se prvič s tem soočaš, je pa malo težko to prepoznati. Ja, vsekakor, ko si prvič pač ne veš, ne. Učiš se, greš skozi izkušnjo, jaz verjamem, da vsak lahko pride do nečesa samo skozi izkušnjo. Lahko mi beremo knjige, lahko pač imamo ful enega znanja, ampak modrost pa jaz mislim, da je tista, ki ti jo da pač sem izkušnja sama in to, da pol gremo na neko pot in da pač takrat pogledaš za nazaj in si rečeš, a ja, to je bilo, to me je v bistvu preusmerala, ne. Pozabimo na to, da je pač da smo tle zato, da izkušamo ta life. Ne zato, da živimo vnaprej pot, imamo neke splanirane stvari. Vse je fajn, če so splanirane stvari iz nekega srčnega prostora, pa jaz si to res želim, pa da potem, ampak jaz mislim, da life ti bo tako dal drugo pot, en derail bo,
pač se veš, kako je, ki si narediš neke plane. Sploh, če si še z nekom drugim v planu, pa mogoče nesreča na cesti ali pa mogoče kaj. Pač life has its own plans in jaz mislim, da sam zaupati temu, da slej ko prej te pač bo pripeljal na neko točko, če pač boš šel za tem, kar si pač dejansko iz srca želiš, a ne? Kaj ti tebi pomagalo spuščati to kontrolo oziroma se prepustiti toku življenja? Pa ne vem, po mojem neka izkušnja sama. Po mojem ni tako, da bi si hotela nekako pomagati, ampak da pač da so nenehni leseni. Da se pač še zdaj zavedam tega, da vedno, ko bom pač tudi hotela maliti v to kontrolo ali pa to, pač bo prišla neka lekcija zraven, ko bo tako, ne. Tako da si dovolim v bistvu to. Dovolim si, da mogoče so tudi kakšni momenti, ker recimo malo bolj naporno, pa še vedno pač strajvaš za nečim, pa pač hočeš nekako to držati to kontrolo, ker misliš, da boš s tem pač nekaj dosegel. Pa je pol en momente, ki je nisi se dovolj poslušala, ne? In zdaj pač sej to, da sebe poslušamo, se mi zdi najbolj, ampak v temu vrvežu danes je res pač moraš si vzeti veliko časa in veliko počasnosti, zato da se res lahko slišiš. Ker jaz vidim, ker sem v toku življenja, v obveznostih, pač namenski čas za to, da se slišiš, ker drugače je pač ta derail, lekcija in tam smo. Ja, če ne drugo, se ti pole ponavljajo zmeraj iste lekcije, dokler se ti dejansko ne naučiš in se preusmeriš in tako naprej. Da si malo narisala, kako je potekala ta športna pot, kako te pa potem peljalo v to, kar ti zdaj počneš, kar vse delavnice, rituali, ples, kako imaš že izrazni ples? Feel good ples, imenujem. Okay. Da nam še malo to predstavim, pa gremo tam naprej. Cool, kako se je zares začeli vse skupaj? Ta pot bom mogoče nadaljevala v tem, ko sem prej končala. In v bistvu, takrat sem šla pol nazaj v ples, sem začela delati malo svoje projekte, pa to. In pa se je na neki točki zgodila korona, ne. Takrat sem še v bistvu delala, tudi delala sem poklicno, pač sem delala neke koncerte za pevce, pa televizijske projekte, pa šove, pa ful enih teh stvari. Torej, pač ples je bil dejansko moj poklic in tudi identificirala sem se čist s tem, a ne, jaz sem pač Nika, plesalka, koreografinja in to je to. To je ta moj bubble. Tudi z ljudmi, s katerimi sem se družila, so bili pač večinoma plesalci, koreografi. Na eni točki smo pač vsi že toliko bili zreli, dozoreli, zrasli, da smo bili v bistvu na projektih, ki je bil nekdo pač prej tvoj soplesalc, pa je pa pač, ne vem, prevzel projekt, pa je bil koreograf in tako so se te vloge malo menjale. In za tisti čas se mi je zdelo ful dobro, ful zabavno, ful smo se. Tako še enkrat bi ponovila te projekte iz samega fana, ker pač kaj vse doživiš za stageom, pa si utrujen, pa pot plesalca ni lahka, profesionalnega plesalca. Pač fizično je zelo naporno in pač res si športnik, moraš biti dobro pripravljen in psihično in fizično. Ampak vse to, kar pride zraven, ta fun, ta del mi je bil pa ful všeč, ne. Ampak pol je prišla korona in vse se je ustavilo. Ustavili so se šovi, ustavila so se vsa učenja, pač vse, kar je bilo v zvezi s plesom, se je totalno zaustavilo in takrat sem jaz imela ful eno krizo identitete. Sem lahko, kdo zdaj jaz sem? Kaj sem jaz brez plesa? Kaj je moja pot? Ko pride pač neka kriza svetovna, ples ni več nuja. Ples je pač entertainment. Ples je, lahko plešem zaprta v sobi, ampak to, da sem jaz imela poklic, da je bil moj kruh pravzaprav ples, to se je pač totalno razblinilo in takrat sem pač prav zrušila se mi je ta identiteta. Takrat sem v bistvu ful bolj začela s temi well-being ali pa s praksami nekega povezovanja s sabo, stika s sabo, somatike. Tudi, ko sem recimo bila doma, pa sem plesala sama s sabo. Jaz sem bila cel življenje navajena plesati pred ogledalom. In tle se ti pač spremeni percepcija, a ne, če plešem pred ogledalom, kako izveden gib in kako izgleda ta gib, ali pa jaz plešem za sebe, pa
pa jaz čutim svoj gib, kakšne občutke mi zbuja neka glasba. Ker pač pri plesalcih, ki pač smo bili profesionalno orientirani, pomembna je koreografija, pomembna je, kako ti izgledaš. Ti na stageu moraš izgledati dobro, ti moraš pač gib izvesti popolno, pač neka kvaliteta. In ja, pa se je tudi ta percepcija začela spreminjati. Ne samo, kako jaz izgledam, ko plešem, ampak kako se jaz počutim, ko plešem. Hkrati pa sem začela takrat tudi ful meditirati, takrat sem imela, pač res sem bila down, res sem bila v neki črni luknji, v nekem spiralu, ki se pač kar ni končal. In so pač tudi v tem času, v tem prostoru, ki pač ni bilo tega dela, so začele tudi stare stvari vam prihajati, od travm do pač vsega, familiarne stvari, pač vse je priplavalo na površje, kar sem verjetno prej tudi zakrivala s tem profesionalnim plesom, Ja, pa itak si bila stalno v akciji, ko si že prej omenila, ker si stalno v akciji in se ne moreš poslušati. Se mi zdi tudi psiha je tako naštemana, da ko ve, da se ti nekaj ustaviš, da imaš čas, ok, damo zdaj ven na površje stvari, ali hočeš ali nočeš. Vsaj pri meni, jaz imam tako izkušnjo, ker se malo ustavim, ali kakšen dopust, ali par fraj dni, zdaj bom užival, zdaj mi bo fajn, natrečem, prijel vse za nazaj ven, ampak pole veš, da je vse za nekaj dobro, Verjetno tudi pri tebi je bilo zelo. Ja, definitivno. Prišle so stvari, jaz sem si takrat ful pomagala z journalingom, z pač itak meditacija, iti v telo, čim bolj. Ampak ja, točno to, kar si rekel. Pač to, ta konstantna akcija, ker tudi jaz sem imela skozi moške trenerje, ni bilo to, da se ti ustaviš. Ti si pač, kljub temu, da si ženska, mi smo vsi enaki si, in fantje in punce v skupini, pač isto moraš delati, isto moraš garati, isto kao energijo pa moč moraš imeti, ampak veš, totalno odrezana od telesa, totalno odrezana od svoje pač ženske energije, od te počasnosti, od sprejemanja, od tega, da si pač sam dovoliš čutiti, pač akcija nenehno, Ja, in pol v bistvu v vsem tem času, ko sem pač izvajala vse te prakse in to, ko se je ta korona mal umirjala, je hkrati pač tudi prihajal dvom, zdaj, če pač v plesu jaz ne moram, če prije do ene take stvari, jaz hočem biti vsem safe, želim si vsem, da, ker pol tudi ta del finančne varnosti je totalno padel, ker ni bilo nobenega zaslužka in jaz takrat se spomnim, jaz sem takrat vstajala ob 5 in sem si zrihtala nekje blizu Ljubljane, 20 minut sem se vozila iz Ljubljane, job, kjer sem šraufala neke števce. Tako pač iz tega, da sem pač prej služila ful dober denar kot poklicna plesalka, do tega, da sem pač šla nekaj delati, nekaj šraufati, zaradi tega, da sem pač, da sem se pač lahko preživela. Tudi to je bil pol ful en velik del, ok, jaz si rabim najdeti nekaj, da bom jaz pač safe, ko pride do takih situacij. In pa sem začela delati v marketingu. In sem si rekla, ok, sem kreativka, pa mi je to ful fajn, Pač ta del kreativnosti mi je bil the best. Ampak jaz sem se zaposlila v agenciji, kjer pač ti delaš za, 60 brandov, kjer se pač 9 to 5 job, sediš cel dan in se itak skurla totalno, Spet nekaj, kjer si v nenehnem pogonu v akciji. Hkrati pa pol... Spet pritiski, neke kampanje morajo spet ni samo kreativnost. Ok, kreativnost je zraven, ampak je od zadaj verjetno tisti pritisk, moramo boljše rezultate. Spet je Isto, v bistvu je enako, skozi on the go, skozi akcija, skozi, dokler pol spet so zraven prihajali, pol, ko se je ta korona umirjala, pol se je spet začel s temi nastopki, pa temi šovi. In se je takrat rekla, ok, si za zraven, pa pol smo začeli delati le v enem ljubljanskem pač temu klubu, kjer pač so gor večerice in pač hkrati nastopi in se rekla, ok, se pa to še zraven delam, pa še dodaten denar pa to, In pol jaz pač si spahnem ramo in mi je on rekel, 3-4 mesece ne moreš delati nič ali še dlje, padla sem skup, ker pač je prišlo vse na plan in se bila tako, kako je zdaj se kar ne smem premikati, zdaj sem kar tle. To je bila ena druga taka prelomnica, ki je bilo ok, zdaj pa pač res trenutek, kjer ima življenje eno ful veliko lekcijo za mene. Se pravi, ali bom jaz pač še vedno vztrajala po tej poti, da sem v nenehnem pogonu, skozi v akciji, skozi doseganje, totalna moška energija. Ali pač,
kaj bi jaz naredila kot Nika, če ne bi imela nič za izgubiti. In potem sem si rekla, ok, kaj me zanima? Zanima me pač well-being, osebnostna rast, dobro počutje, zdravje mi je ena izmed primarnih vrednot v življenju. Hkrati pa pač obožujem ples, glasbo, kreativnost. Pač bom jaz naredila feel good klase. To bi si želela za sebe, da ko sem trenirala, da bi mi nekdo rekel, daj se sam poslušaj, kako se počutiš, sej tale koreografija je lahko neka podlaga, pa nek okvir, ampak dej, kako bi se ti kot avtentična Nika pač gibala, kako bi interpretirala ta komad, kako se počutiš danes, pa da to lahko pač izraziš skozi plesane. In sem rekla, jaz bom naredila pač klase za ženske, kjer se bomo pač mi podpirale, kjer bomo pač predvsem delale na tem, da odpiramo to energijo, da si dovolimo biti pač avtentične in v občutkih in v samem gibu, pa vidim, kako bo. Tako da tam se je vse začelo v bistvu, prihajale sta po 2, po 3 na klas, takrat je moj ego bil, veš kako, pa jaz sem toliko že naredila v življenju, profesionalna plesalka, ampak ego, a veš, ki je bil tako strong, sem rekla, jaz bom kar odnehala, jaz tole ne bom, sam 200 na klasu, kako naj delam za 2. A veš, kaj ti začneš, ti kar pričakuješ, zdaj bojo mene ljudje kar vedeli, kdo jaz sem in zdaj bom jaz imela polne dvorane. Kjer leta je bilo to, da se znajo ljudje malo predstavljati, koliko časa poteka? To je bilo 4 leta nazaj. In ja, pol nekako, pol se je to, v bistvu ful sem ponosna na sebe, da sem vztrajala. Da kljub, da so vsi te glasovi prihajali, sem jih bila zmožna slišati in se mi zdi, da sem jih bila zmožna slišati zaradi drugih praks, ki sem jih tudi zraven delala, ne. Se pravi to, da sem delala meditacijo, to, da sem pač bila čim bolj čuječa, to, da sem hodila na terapijo. In že ful časa hodim na terapijo, tako da shout out, Davor Zvezda. Kakšne terapije so to? Psihoterapija. Psihoterapija. To mi je ful pomagalo in se mi zdi, da je pol v bistvu čez čas se je to pač pokazalo kot res pač neka dobra stvar, ki mi pomaga, da se lahko slišim še bolj. V bistvu da te nezavedne stvari, da slišim, ko pridejo na vrh, da sem tako, ok, ja, se je to ego, ampak jaz bom še vedno naslednji teden tam, ob isti uri, ali bosta 2, nobena, ali bom sama, ali pa pač bo polna dvorana. To je to in ja, pol se je nekako, se mi zdi, ta kolut s časoma začel razvijati tudi to, da sem posel začela v bistvu s tem, kako jaz rastem, da se s tem tudi pač spreminja to, kar jaz si želim delati, ne. Se pravi, če bom nenehna učenka življenja, če bom nenehno se razvijala, kar upam, da se bom, ker si pač to ful želim, da to pomeni, da se bo s tem tudi spreminjalo to, kar jaz delam. In da če jutri neham delati te klase ali pa karkoli delam, da si rečem, pač ponosna sem zato, da sem to sploh začela, da sem sprovedla, in da če pač to ni več, če začutim, da to ni več moja pot, se ne rabim oklepati tega, se ne rabim oklepati nečesa, samo zato, da bo uspešno, samo zato, da bom zadovoljevala druge, tako da ja, toliko na kratko. Ne, sem se ful lepo risala, pa se mi zdi, da nas dosti, ko smo na neki svoji poti oziroma želimo nekaj delati, pa neko podjetništvo in to, je, ker tudi se mi zdi, nas učijo to podjetništvo, ne, da pač ti moraš imeti neko idejo in pač, ne, ok, moraš iti po tisti poti naprej in grind, dokaj ti ne rata, ne. In se nekje tu pomaga, je ta moška energija, ki ti dosti pomaga doseči, hkrati pa ni vedno tako in to se je zdaj lepo videla, ker si ti rekla, da se probaš učiti pa prilagajati sproti stvari in to je tudi del te neke podjetniške poti, ki se mi zdi, da se premalo poudarja, ne. Da moraš biti tudi pač v stiku s sabo, se poslušati, sploh recimo po ženskah, po mojem, ne. Ja, vidim, da res pač ta sistem je narejen tako, da pač ali samo linearno you go, akcija, pa boš uspešen, ni pa pač toliko tega, da si lahko dovoliš, pa da lahko stopiš nazaj, pa da boš zaradi tega še vedno uspešen. A veš, zakaj so biznisi orientirani pač samo
samo moško pa forward, ker je vse ostalo okrog nas, ker se tudi v šoli nas pač vzgajajo, a ne, pač set cel dan, 9 to 5 job, a ne, pač cel dan moraš nekaj delati, zato da pač boš pol si zaslužil neko dobro oceno, a ne, skozi to neko vrednotenje in ja, pol pač vem, da pač biznis je tudi ena taka stvar, ki je tako kot ženska. Jaz si nikoli ne rečem, da sem podjetnica, ker ne vem zakaj. Tako, ampak vedno sam pač rečem, jaz delam to, kar rada delam in vsak, ki začne delati nekaj, kar rad dela, ti življenje itak pač sprot pokaže, kje moraš še kje vložiti, ne? Ker pač ja, tja, ko gre tvoj fokus, tja gre tudi tvoja energija. Ampak mogoče en del tvoje energije ima omejeno zalogo. A ne, jaz tudi vidim, da ko sem jaz ugotovila po human designu, da sem pač projektor, pa tudi, ko sem se malo bolj v astrologijo pa to vrgla, da sem res pač sebe bolj spoznala. Sem tako, jaz sem projektor. To pomeni, da jaz nimam kar zdaj kapacitete energije, da lahko skozi neki, že nasplošno pač, ženska sem, ne moram jaz pač en mesec konstantno delati, ker pač me bo položil, pol nekaj pride in te pač nekaj položi. Ampak ja, to, da kakšne stvari morajo počakati. Pomembno je, da pač, da vem, v katero smer grem, pa kaj si želim, ampak da je ful ene potrpežljivosti zraven. Da ni mi potrebe, da jaz čez noč uspem, pa da jaz rečem si, v 5 letih bi pa rada dosegla to, pa to, pa to. To se mi zdi, da je tako vse ciljno orientirano super, ampak spet ful moško. Ker se mi zdi, da ženske pač smo toliko ciklične, toliko je pač ene, ne vem, tako več plastnosti, da ja, mogoče na neki točki ne bom hotela dati toliko fokusa na feel good klase, ampak bom hotela dati bolj na, ne vem, mogoče neke druge sokreacije s kakšno svojo prijateljico, kakšen oddih, ali pa, ne vem, še kar drugega pa se zraven pojavi, pa sem tako, to pa zdaj me tudi zanima, pa me inspirira, ker pol spet to lahko prinesem nazaj v feel good klase ali pa pač v svoje delavnice. Tako da je skozi nek ta flow prisoten, to se mi zdi pač ful pomembno, ne. Ampak za ta flow, pa spet se vrnemo nazaj k tistemu, kar si že prej omenila, ne, če si stalno v akciji, če si stalno go, ne začutiš tega flowa, ne, spet se moraš malo makniti nazaj, začuti sam na sebe in pole vidiš tudi tisti flow. Pa malo sklopiti ne, to zmeraj pomaga. Ja, si to, kar sem prej rekla, da pač si res rabiš vzeti namensko, sploh v tem, mislim, jaz, ko živim v Ljubljani, jaz imam skozi pač ta feeling, hustle, energija, mode, da je kolektivno, a veš, ful je tudi enega stimulusa okrog nas, ful je enih semaforjev, plakatov, to. Včasih, če grem slučajno dopoldan čez center, jaz ratam že toliko nervozna in moj živčen sistem je pač tako, ker res na eni točki pač ful je težko po eni strani balansirati, a ne, če ti nimaš res podpornega okolja, pač da imaš res vse popolne pogoje, a ne, pač res je treba vzeti ta čas, pa se namensko ustaviti, ker če pa ne greš čez center, pa imaš tam stimulus, greš pa na Instagram, pa 3-krat scroll, pa je isto, kakor pač, če sem obdana z 10 plakati, z množico ljudmi, pa z milijon semaforji. Pač učink na možgane, jaz mislim, da je isti, ker me ne spravi v to, zdaj lahko flowam, zdaj sem lahko v nekem dolgem času, dolg čas, zato je dolg čas, ne. A imaš kaj dolgega časa, koliko ga imaš, koliko je pol tisto, da pač sem lahko v pure dolg času in iz tam pol prije neka kreacija. Ali sem jaz v, ko se reče, tako malo bolj stimuliranem živčnem sistemu, po vsej verjetnosti me bo vodil strah, a ne, ker ko bo že moj živčen sistem stimuliran, tako, jaz moram zdaj še to, pa to, vsi neki delajo okrog mene, vse, a veš, pol tudi social te nezavedno te da v neko primerjanje, kaj vsi že vse imajo, v neko tekmovalnost in potem igraš igro, ki ne moreš zmagati. Achivaš nekaj, kar je ni možno doseči, ne. Si pa kar v nekem takem lupu, tako da ja.
definitivno. Ja, so v bistvu simpatik, da ti pomaga. Ne? Recimo, če imaš neko predstavo za narediti, pa nek glas odvoditi, taj tak rabiš nekaj simpatika, da ti da tisto energijo. Pa recimo, če je res busy day, imaš en kup enih opravkov za narediti, ne, ok, malo simpatika ti pomaga, ker pač te unožene. Ne? Samo ko je konc teza, se pa moraš dati nazaj v parasimpatiki. Tu je težko narediti, ne. Switch iz parasimpatika v simpatika lahko narediš tako, ne. Kontra je pa počasi in tako naprej. No. Me zanima, kaj tebi recimo pomaga pri iskanju oziroma lovljenju tega ravnovesja v lifeu. Pravi, delaš en kup stvari, nisi podjetnica, ampak delaš tisto, kar te res veseli, kar pomeni, da imaš dosti aktivnosti, dosti vsega, tudi pole računovodske stvari vnotreče, pa čitak, ne. Kako recimo loviš ti to ravnovesje? Ali je samo neka rutina ti rata, ali poslušaš svoje telo, ali je kombinacija tega? Jaz bi rekla, da je kombinacija obojga. Se bom pa sam še vrnila na to, kar si rekel za simpatikus pa parasimpatikus, da mislim, da je velika razlika v tem, ali je pač tvoj živčni sistem stimuliran iz tega, da greš ti na fitness, pa si daš malo stresa, ali pa ne vem, potečeš, ali pa delaš dinamične dihalne vaje, boš čist drugač v drugi živčnosti oziroma tem nekem mini stresku, ki ti pomaga pač neke teske pol dosegati, kakor če pač ti greš poskrolat ali pa pač ne, si neko tako stvar daš, ki ti samo boosta nek ta fake dopamin. To sem hodila dodati, da je tle pač tako razmejiti tudi to, ne? Da mogoče si ne bo kdo interpretiral, pa se je fajn, da imam malo stresa. Veš, ko včasih pol scrollamo, pa si damo milijone en izgovor. Se mi zdi, da je to taka novodobna bolezen na nek način, a veš, to scrollanje, pač odvisnost je, ker tudi jaz vidim sama pri sebi, no, ok, malo mi je dolg čas, zdaj pa malo scroll, kao zato, da imam itak še ful enih teskov za narediti, ampak pol boljš, da ne bi si tega naredila, ne, v nekem momentu. Ja, zdaj pa, če grem na to ravnovesje, pa ja, po moje neka ta pač balans obojga, ne, to, da se pač poslušam, to, da si res dam pač na off neke te vikende, da probam odklopiti delo, ker si samostojni podjetnik, sej veš, kako je, ne. Pač delo je skozi malo zadaj, skozi malo čipa in ne me pozabiti. Pa to imaš še za narediti, pa to je bilo fajn narediti, pa nekaj, pa milijon enih idej in tako, ne. Ja, kakšen to-dojček se skozi najde, ali pa predvsem tudi ideje tiste, ja, ki pač skozi skačejo, lahko bi še to. Tako da ja, tle pol vidim, da si to, ful si dam teh jutranja rutina mi je ful pomembna. Večerna rutina mi je skoraj še bolj pomembna. Ker pred časom v bistvu, ko sem začela tako namensko imeti to večerno rutino, da delam yin jogo, da se res odklopam od pač digitala. Koliko je spanc boljši, spanc je pa itak tako, ko si naspan, vidiš, da res funkcioniraš lahko drugače. In pa se zbudim z neko svežo energijo, da zjutraj ne grem na telefon, ampak da si dam pač prvo uro v dnevu ali pa prve dve, če imam čas. No, jaz si rada strukturiram tako, da imam čas, da imam 2 uri res off za sebe zjutraj, tako tudi danes sem malo prej vstala. Sem rekla, da rajš malo prej vstanem, ampak se vsaj resetam, pa sem prisotna. Tako da ta prisotnost, a veš, da je skozi, pa da to se nekako probam negovati skozi dana, ne. Ker če že začutim, pač, ok, zdaj je že nek overload v meni, ali je to informacija, ali so to odgovarjanje na sporočila, ali je to kreacija, ali je pač neko delo. Da tako, ok, kaj si lahko zdaj dam, grem na sprehod, mi ful ščist glavo. Se mi zdi, da ta narava je tako najcenejš, ampak največje zdravilo. Bose noge, voda, zrak, pač tako res te sprav v nek, mislim, to mene totalno zregulira. Tako da, ja, to tako nekako pol balansiram, da v bistvu je neka rutina, ki je pač prosta, ki je free flow, ki je sam za mene, pol nek čas, ki je pač namenjen delu, čeprav time management nisem jaz kaj preveč dobra v tem. Jaz rada malo skačem, po žensko malo flovam, tako da tle nimam nič te neke organiziranosti ali pa tako. Se rada zorganiziram, ampak pol prepuščam, da nekako flow prevzame, pa da pol mogoče tudi te zorganizirane stvari pač
se umestijo v ta flow. Tako da ja, ta balans med free timeom pa namenskim prostim časom pa tem, da pač sem v tej vlogi on the go, ok, zdaj pa moram biti boss, babe. In ta balans pa skozi loviš, ne? Je iz tedna v teden, z dneva v dan, ne? In je fajn, da je strukturirano, pač ta in čas za delo in čas za prosti čas, oziroma za nič ne delati, hkrati pa znotraj tega je še vedno potem nek spet flow, pa spet iščeš ta balans. Tako da. Kako pa ti to balansiraš? Jaz imam tako ful strukturirano in vem, da bi lahko skozi to strukturo dobil malo več flowa. Ker jaz pa malo preveč si strukturiran, ker sem tak malo bolj analitičen tip in mentalno močen, hkrati pa tudi čustveno ful močen, tako da probam balansirati dvoje stvari. In jutranja rutina, večerno rutino bi si mogel narediti, ker ponovadi je večerna rutina za sproščanje kakšne serije in tako in pole direkt spati, pa mogoče pred spanjem še kaj dihanja, pa kakšno pisanje in tako. In vem, da bi lahko na temu kaj boljš naredil. Če ne pa jutranja rutina, dihanje, meditacija in potem je že gase. Koliko časa si pa vzameš časa, pa zjutraj? Zjutraj pač dihanje, kar vzamem, ponovadi naredim kakšne te Wim Hof aktivacije, pa kakšno tako hitro dihanje in potem 15-20 minut za meditacijo in da se res pole umirim. Pole večinoma vodene meditacije ali pa kakšne reiki, to mi je ful všeč. Zadnje leta ful to delam, ker vidim, da me tudi energetsko me tako napolni. Če čutim, recimo zjutraj, da vstanem in sem malo tako energetsko low, kakšne reiki, da me malo napolni. Tako je tisto in potem jaz sem pa zdaj v takem obdobju, ki sem malo bolj grind, hustle in vidim, da bi se mogel malo bolj ustaviti, ker življenje pa prehitro teče. Grem kar mimo grem. Recimo tudi to poljetje, se mi je bilo fajn, ker je bilo produktivno, sem veliko delal in tako, ampak ko polje zdaj nazaj je šlo pa tako je. In prav manjka tisto, ko si rekla prej, ta dolg čas, da se res ustaviš, umiriš, da res začutiš trenutek. A pa misliš, da zato, ker pač se je tudi spremenil način življenja, življenjski slog, ne? Se mi zdi, da smo zdaj vsi ta pač on the go, se čas ful hitreje odvija. Da zato pač, da včasih, ne vem, ljudje, ki so se zbudili ali pa še danes, ki pač bolj delajo na nekih kmetijah, ročna dela, bolj si v stiku z neko prisotnostjo nenehno, ne? A misliš, da tečejo dnevi tudi tako hitro, tudi meni se zdi, da se lahko le ful povežemo, ne? Se mi zdi vsako leto, da je slabš. Z vsemi, ki govorim, ja, vsako leto slabš, vsako leto gre bolj hitro. In jaz sem videl recimo prav razliko pred, med in po covidu. Pač pred covidom je bilo tako kao normalno, pač teklo, ko je teklo, potem med covidom in tako se vse ustavilo, ne, smo imeli vsi sajt zase in potem po covidu se mi zdelo, da je bilo vse toliko bolj, kako da bi mi hoteli podzavestno na neki kolektivni ravni tisti cajt, ki smo imeli med covidom, vse tisto, kar smo zamudili, smo hoteli potem nadoknaditi. Ja. Ne vem, saj jaz sem dobil tak feeling, ker sem prišel pole nazaj delati v službo, v trgovino, je vse bolj hitro, pa tudi ljudje so bili malo bolj živčni, vsi on the go, in sem zdaj prav neki, da se takrat nekaj spremenilo. In zdaj itak pač tehnologija je napredovala, vse toliko več stimulusov in po mojem prav ta modern lifestyle. Ja. Tudi nek excuse, da moraš, se mi zdi, da tudi pri sebi sem opazil, da z vsemi, ko govoriš, oziroma saj, ne vem, mi, ko smo v tem nekem podjetništvu, hočeš narediti nekaj zase, rečeš, ne vem, ja, se ful dogaja, je ful pestro in ti rata tu neka tvoja notranja zgodba. Veš, ja, itak je pač pestro, ne, pač itak se skozi nekaj dogaja in tu neki excuse, da se ne ustaviš. Hkrati pa jočeš, da ti gre vse preveč hitro. Tako da je tudi neka, ne vem, ta neka notranja zgodba se ustvarja skozi to. Ja, in pol se to projicira na se to, kar notranje verjamemo, to se zrcali tudi na ven, ne. Ja. Kar je ful fajn, da pač da recimo je posel, pa da prihajajo stvari istočasno, pa pač do katere točke sploh to zmorem, a ne, kje je pol tista meja, ki rečeš, ok, ne, tega mi pa zdaj ni treba vzeti, a ne, da ni ta nenehen pač chase, ampak da je tako, ne, to se pa zdaj niti ne usklajuje toliko s tem, kar si mogoče želim ali pa verjamem, pa ni treba, da je ta projekt prioriteten, pa lahko temu tudi rečem ne, a ne, kolikrat v bistvu tudi ne znamo reči ne takim stvarem, ki mislimo, da je kar pač vse pomembno, pa vse, kar bo prineslo denar, pa vse bo
je pomemben, da pač pri tem, kar trenutno gradim. V resnici pa malo stvari pomembnih, pa veliko teh nepomembnih, ki jih pa tudi pol včasih ne znamo malo dati on the side. Ker naenkrat mora biti vse pomembno. Pa še to, tako kot si rekel, ne, da je ta pač zgodba pestro, pa skozi se dogaja in pa pač life gre s tem, a ne? Ker na uni frekvenci, to, kar verjamemo, to bomo dobili, ne? Ja, to živiš, ne? Ja. Pa tudi, če je nezavedno, ne? Včasih je lahko čisto nezavedno. Pa je tako, samo vrednotam se samo s svojo produktivnostjo. Torej, to, kar naredim, to, kar dosežem, tudi če to pomeni, da sem frej, ampak doma spucam vse police, uberem cunje, skuham 3 kosila, naredim še za 3 dni vnaprej meal prepa. Zdaj se pa zaslužim, da se umirim pa ustavim, ker zdaj sem pa pač vreden ali pa vredna. Tako, koliko je enih teh naučenih pogojevanj. Ja, pogojevanj pa pač stvari, ki jih imamo ful v programu. Če bi mogoče Jani ali pa Nika pač sam, kaj zdaj jaz trenutno hočem, če pač verjamem v to, da to pač ne bo vplivalo ali na moj biznis, ali na druge odnose, ali na karkoli, da bi pač skošli za tem. To je tako life goal. Da si dovoliš pač več tega. Ne? Ja, da si dovoliš slišati, prvo, da se dovoliš sploh vprašati to, ne? Ker že to je ker malo tako, ne? Ker imaš pole strah, kaj bo prišlo ven, ker mogoče tisto, kar prije pole ven, ni aligned s tistim, kar ti kao želiš, kar tvoj želi. Ne? Že tam je prvi triki in pole, ne, kar prije ven, a bom tu zdaj želel, pač živel, ali bom pač spet pozdravljen to. Ja, se to pa tudi, veš, moški pa ženske smo si pač tudi drugačni, a ne? Se mi zdi, da tudi pri vas moških je pač ful bolj ta pač ciljno orientirano obnašanje, pa tako, veš, pa providati, pa, veš, tako, pač kot moški moram biti uspešen, pa, veš, to je ful ta neka tako, ker pri nas ženskah je vseeno malo drugače, ne? Vi vseeno tudi imate to energijo, ki lahko mogoče dlje časa držite, pač se mi zdi, da moški je fajn, da gledajo pa da pazijo na to, da to energijo, ki jo držijo, da pač veš, kje je tvoja meja, da se pač ne skuraš, a ne? Ker pri nas ženskah, mi pa, ker smo v istem sistemu vzgajane, a veš, kar mislimo, da jaz lahko isto držim. Jaz sem mislila, ne, takrat, nisem se sprašvala, ko sem plesala pa to, ampak pač, kada te kdo nauči, kada ti kdo pač pove, pač ciklična si, 2 tedna si lahko full power, 2 tedna pač boš full več naredila za sebe, če boš v neki pasivnosti, če si boš dovolila, da pač je poskrbljeno za tebe, da greš še bolj v počasne prakse. Pač tle je pol tisto, ki jaz pač vedno probam učiti ženske na svojih delavnicah, a ne, pa izpostavljam to. Menstruacijski cikel, menstruacija, koliko je to ena velika modrost za nas ženske. In da bi to mogli učiti v osnovnih šolah, tako kot seveda vredno tudi marsikaj drugega. Ampak če se res povežeš s tem svojim delom, se boš kot ženska lahko še bolj slišala, kaj v nekem obdobju je za tebe, pa kaj lahko, kaj zmorem sploh takrat, a ne, v nekem obdobju svojega cikla. Tako da tudi tle smo si tako malo različni in Ja, pa smo tudi družba, ne, ko si rekla, pač prvo ste naučene ženske, hkrati pa zdaj so neke ideali za žensko, da mora biti enakovredna moškim in se strinjam, da je, ampak hkrati to zahteva, da je tudi v dejanjih podobna z moškimi, kar spet pole ne gre skozi, ko si zdaj opisala na energetski ravni. Ne. Ja, te vloge se mi zdi, da so se kar malo zablinile zdaj, a ne, ker včasih pač je bilo mogoče, ženska doma, pa kuha bolj, pa pač poskrbi za družino, za otroke pa to, a ne, moški gre pa na lov, pa dela, pa pač provajda, a ne. Pa kar naenkrat, ko se je pač čas spreminjal, pač ženske itak pač čutim, da smo ful kreatorke in da imamo ful zadat in vse, pač moški tudi hkrati, ampak obenem pa, koliko zares zmoremo, ker če mi prihajamo iz prostora neke kreativnosti, ne ideje,
moram pač zaslužiti, moram se dokazati. Tle pač mogoče sistem tega delovanja ne podpira toliko, a ne? Da zdaj boš pa ti malo tle kreirala, pa malo boš vila, pa malo boš tamle a veš, dala podporo tudi moškemu, pa to, da bo pač on še bolj strajval, pa pač da bo res lahko providil, ne govorim pač finančno, tudi emocionalno, pa tako, ne? Da bo pač nek steber odnosa. Je pač tudi v sistemu, da tudi če si ti ženska, pa če hočeš pač furati nek biznis, pol pač deli stvari pač po moško, a ne? Noben te ne bo vprašal, ko imaš ti nek pomemben sestank, če pač delaš v neki firmi, a imaš ti menstruacijo ali ne. Pač koga briga. A ne, medtem, pač jaz sem to začela ful bolj dajati v prostor, tudi na svojih delavnicah. Jaz pač mi imamo že forum med pač temi svojimi udeleženkami, pač v katerem delu cikla si, a ne, jih vprašam. Ali pa včasih, ko imam menstruacijo, pridem pa rečem, punce, jaz sem danes ful na tleh, jaz bom rabila ful več vaše podpore. In a veš, ki to žensko razume, se ustvari eno tako soustvarjanje, da pač pride več energije iz njihove strani. Kadar sem jaz pač bolj v powerju, pa mogoče se one so po večini recimo v drugem delu cikla. A veš, tako se lepo to pol vse dopolnjuje in bolj, ko sem kot ženska pač avtentična do sebe in s to avtentičnostjo prihajam v nek prostor, bolj pol v bistvu mi smo naučeni ali pa mi mislimo, da če bom jaz to, kar zares sem, da bom zaradi tega zavrnen, a ne? Ali pa da zdaj bom jaz izgubila stranke. Ampak jaz sem začela tako, jaz sem videla, da več jih pride, če sem resnična jaz. Pa če jaz resnično povem, kako se počutim. Kako si, ful sem dober, v resnici pač se silam, da sem dober, ampak to so frekvence, ki se čutijo na toliko subtilnih ravneh, a veš, in to ljudje čutijo. Ljudje bojo čutili, da je nekaj off, a ne, če pa jaz pridem pa povem, so pa ženske, pa se takoj lahko, jaz se tudi lahko iskreno izrazim, jaz tudi lahko povem, v katerem delu cikla sem, pa ne vem, ali podprem, ali pa pač dobim več podpore. Tako da sem malo zašla. Ne, ful mi je dobro, da si odprla to tematiko, ker se mi zdi, da se premalo o tega govori, tako na splošno v družbi, ko se omenila, ne. Sploh nam moškim je težko to razumeti, kako pač mi smo drugačni, nimamo teh mesečnih, imamo mogoče te dnevne cikluse, testosterona in pač moške energije in tako naprej, ampak za žensko je pa pole ciklično bitje in energetsko, čustveno in hormonsko in tako naprej. Tako da daj malo bolj predstavi ta menstrualni cikel, različne faze, pa kako recimo se tu vidi potem energetsko, fizično, emocionalno, čustveno in tako naprej. Ženske smo v enem mesecu 4 različne ženske, ali pa celo 5. Tako da bom rekla, da imate moški zelo srečo, da ne dejtate pač ene ženske, da nimate ene partnerke, ampak da jih imate kar 4 oziroma 5. Malo heca, ampak dejansko je tako. Ker pač tudi jaz kot ženska, jaz se vsak teden počutim toliko drugače, pač glih tako, kot grejo hormoni, a ne? Sploh, če se slišiš, če delaš v skladu s svojim ciklom, je to še toliko bolj izrazito. In pač vidim, da res ta prvi del, recimo, ki je menstruacija, ne? Ta zima, faza, mi se čisto obrnemo navznoter. Takrat jaz čutim, da mi res ne paše imeti ljudi okrog sebe, se zaprem v neko jamo in takrat je čas, da pač malo reflektiram, kaj se je vse zgodilo v enem mesecu, takrat je pač mogoče tudi nek čas, da umrejo neke stvari, ki se pa ful v PMS-ju kažejo. Umrejo v smislu, jaz vem, da v predmenstrualni fazi ful prihajajo na plan neke ali stare stvari, ali lahko je kakšna travma, lahko je pač nekaj nepredelanega, lahko je nekaj, kar me drži še od prejšnjega meseca, pa to ful bolj buta na površje. In pol pač se nekako to razgradi v času pač menstruacije in potem je čas, da zaživim na novo. In pol čas počitka, jaz si vedno vzamem prve 2-3 dni frej, vedno vse pomembne sestanke cancelam. Včasih tudi kakšno delavnico scanclam ali pa trening si pač najdem nadomeščanje, ker mi je pač fizično je res naporno, ne paše mi biti med ljudmi in zakaj bi se silila, a ne.
In ja, polun drugi del, že ko se začne energija malo dvigati, si že ok, zdaj je čas za preporod, a ne, zdaj že čutim, da pomlad, zdaj že čutim, da pač moja energija se malo dviguje. Takrat že začnem malo planirati, tole sem, pa med menstruacijo, če si ful pišem stvari, je ful enih koristnih pač info, downloadov, ker sem tako, ok, to si želim, to bi rada malo drugače to. In potem, ja, pol nastopim čez tretji teden pač ovulacije, to takrat sem fire mode, najbolj, takrat se pač zmenim za vse, tako, včasih si pol, takrat, ko si splaniram kdaj kakšno stvar, si dam pač preveč, še zdaj se to malo učim, v času PMS-ja, veš, takrat, ko si ti v uni fazi, tebi se zdi, da ti zmoraš vse, ti si tako, jaz sem superwoman, ja, dajmo se dobiti, dajmo dajmo drugo. Pri partnerju pač tudi vidim, da pač takrat ful jaz hočem biti v akciji, da greva tja, dajva to, dajva uno. In takrat pač si kot ženska sam želiš, da imaš zraven sebe nekoga, ki je tako, ok, ja, let's do this, a ne. In pa če si preložim preveč stvari na PMS, ki je pol ta prehod med ovulacijo pa pred menstruacijo, to se tako nekako nenadno zgodi, da jaz kar pozabim, da ok, zdaj je ta čas za PMS, ker pač hormon, ta estrogen ali progesteron, ne vem čisto točno kaj, da ne bom narobe rekla, ful rapidno upade in pač ti se zbudiš in si tako, folk mi gre na živce na cesti, vse je narobe, nič mi ne gre po maslu, pač prav tako kada neka rožnata očala padejo dol in kar naenkrat pač sitna do amena. In to pol par dni traja, da tudi jaz dojamem, sem res, zdaj pač PMS čas, ampak kako če sem bila še včeraj v ovulaciji? A veš, kaj je toliko ta nenadna razlika, vsaj pri meni se to zgodi, vsaka ženska tudi menstruacijo drugače doživlja, pa vsak del cikla. Ampak vem, da pač pri meni je pa ta, da takrat pol pač tudi več konfliktov v partnerskem razmerju, a ne več vse narobe, postaviti takole kozarc, ja, zakaj pa ni takole? Tako in pol to sprejemanje, in če sem si v ovulaciji naložila preveč stvari v PMS-ju, pač bom res trpela, a ne, mislim, cancelala bom, prestavljala bom, pač videla bom, da zakaj sem si to naredila. Pa vsak mesec, veš, je isto, pa se poslušam, ampak še kar v unem trenutku, vse mi gre, a veš, mal si pol planiraš stvari, ker misliš, da boš kar cel mesec, ja, ne bom, se skozi isto, a ne. Tako da ja, pa počasi to spet začne mal pač upadati, ok, sprejmem zdaj ta predmenstrualni del, pol je mal boljš, pol vmes 4 dni samo ok, pač delam druge prakse, upočasnim se, več delam joge, ne grem v fitness. Tako, mogoče tudi moje koreografije ratajo takrat na teh klasih bolj nežne, bolj soft, bolj tako, medtem ko pač v drugem delu cikla pač gremo power, veš. Vse se spremeni, pa tudi pač moj telo čutim, koliko je bolj, koliko manj prožen pa čvrst je v obdobju PMS-ja. Kljub temu, da ne vem, spijem dovolj vode, povečam magnezij, jem podporno hrano, vidim, da je ful bolj, več je tudi kortizola, a ne, stresnega hormona in je ful več možnosti potem tudi, da mi imunski sistem oslabi in pol vem, da se moram pač res upočasniti, pa pač do svojih zmožnosti. Ne bom se silila, če se mi bo pasalo družiti, se bom družila, če ne, bom pač prestavila kakšno druženje in potem spet umreš, menstruacija in potem se spet ponovno rodiš. Tako da dolg časa sem rabila, da sem pač sprejela to cikličnost, a ne. Zato, ker ne veš, ker pač ne poznaš se, ne veš, kako delovati v skladu s tem, kaj šele, kako bom razložila jaz partnerju, če jaz sebe ne poznam. A ne, kako, če bom jaz nepovezana s sabo, lahko pričakujem od osebe zraven sebe, da bo pač povezan z mano ali pa me razumel. Tako da, ja, to. Na kratko spet. Ne, ful lepo si opisala, ja, tako da tudi recimo moškim, ki poslušamo to, dobiš pole neko predstavo, ne, zakaj so take stvari, kot so, ne, in tudi
moš pa se mi zdi ti imeti potem, ko si rekla, ko si prej omenila, ne, da mora biti partner, moški nek čustveni steber, ne, da pole ti se vrtiš okrog njega, pa on je pa zmeraj, ne, spet je tako, ne. Moškim se mi zdi, da imamo bolj uni fokus, pač usmerjen uni laser, ne, medtem ko sta ženske bolj una lanterna fokus. Ja. In pole se tako vrti ta... Flip. Mal tam. Ja, res je tako. In pol, a veš, če ti sebe poznaš kot ženska, pa veš, kaj rabiš v nekem trenutku, ful je lažje pol tudi komunicirati nasprot sebe, osebi. Ker vem, da velikrat ženske pričakujemo, da nič ne rabim reči, pa bo on kar vedel, kaj jaz rabim. Kako ti nisi vedel, da jaz to rabim v tem trenutku, a ne? Ja, se do neke točke lahko poznaš osebo, ampak me toliko se spreminjamo mesečno, tedensko, da je fajn vsaj reči, jaz sem zdaj v tem delu cikla, let's do this. Ali pa jaz sem zdaj v tem delu cikla, kjer rabim več tvoje podpore, kjer rabim več prisotnosti, kjer bom ful bolj needy za dotik, sploh v PMS-ju recimo, je ful bolj se bom oklepala partnerja. Veš, rabiš več bližine, to je obdobje, ki v bistvu kakor da si delaš neko, da si kompostiš ali pa delaš neko pripravo te svoje jame, pa še ti udobje in pol, ko priješ ti v to svojo jamo, med menstruacijo, pač zdaj pa rabam jaz sam to, pač da ven izkrvaveti, ko ena žival, a veš, si predstavljam, da so živali, tako se nekam zavleče in potem pač je tam sama sabo 3 dni in potem postopoma spet počas prohaja ven. A veš, vse smo si ful podobni z naravo, pa če bi se bolj poslušali tudi cikle zemlje. A ne, vse vidiš, poletje, pomlad, jesen, zima. V poletju smo vsi, kam vse lahko še grem. Ful smo eksterni, poletje ima ful moško energijo. Medtem ko zima, jesen, pač upočasnjuješ se, vedno bolj greš noter, vedno manj se ti paše ful družiti, pač prihajaš do nekih novih ugotovitev, predeluješ neke stvari, zato da ko se začne pomlad, smo pač kateri projekti lahko zdaj pač pridejo, se na novo rodijo, a ne, kakorkoli. Ja, te prispodobe z naravo so meni tudi ful všeč. Recimo sem slišal nekaj cajta nazaj Tonija Robinsa, ki govori recimo ti naravni cikli, kako prije recimo tudi za celo življenje, ne, ko se ti rodiš, pa tam nekje do poznega najstništva, nekje do sredine 20, si ti v pomladi, pač raseš, se razvijaš in tako naprej. In potem nekje od 25 do 30 nastopi poletje. In poletje traja pač tam nekje do 45, 50, spet odvisno, ne. Poletje gre pa vse bolj počasi, ne. Kako smo bili mlajši, v pomladi, vse je bilo takoj, ne. Tudi recimo šolska leta so se takoj obračala, pa pole prva služba, pa zamenjaš eno službo, pa pole ta projekt, pa pole oni projekt. In potem na neki točki se vse upočasni. In pole stvari, tudi prej, ko so se začele hitro dogajati, na poletje, potem v tem srednjem obdobju življenja, ne, vse bolj počasi poteka, imaš neko energijo in tako. In potem, ko si starejši, tam nekje, on je rekel nekje 40-45, prije počasi jesen, se pravi, idealno otroci so že odrasli, grejo na svojo pot naprej, treče, ti se počasi začneš umirjati. In potem na stara leta, 60-65, prije počasi zima. Se pravi, počasi odmerjanje in pač greš počasi pod koncu življenja. In če se recimo tu zaviješ, ne, lahko tudi na tem počasi prilahaja svoje življenje. Ali je to recimo mesečni cikl pri ženskah, ali je to življenjski cikl. Ne. Zdaj se mi zdi, tudi moški imamo nek cikl, ne, tudi tako energetsko. Čeprav se nam zdi, da smo stalno v akciji, prije tudi obdobja nihanja. Ne. Samo očitno ni zaveda, pa recimo mogoče si nočemo biti tu. Ne. Recimo tudi jaz vidim, da recimo prije obdobje, ker sem pade pač energija ali zaradi takih drugačnih vzrokov, ne, jaz še vedno takrat, ne, gas. Ampak ne, se moraš umiriti, ne, brez tega, brez počitka, brez zime, ni življenja. Ne. Ni preporoda, ni dolga življenja. Kako pa ti opaziš recimo dnevni cikl, ki si prej rekel, da pač imate moški bolj dnevni cikl, a ne? Kako opaziš to mogoče energijo v dnevu, ko se ti zgodi v 24 urah? Ne vem, tu sem videl zadnjič eno objavo, ki je tak pač testosteron, tako pač niha, podobno kot kortizol na zjutraj, mislim, da zjutraj narase in potem čez dan je visok in potem počas proti večeru upada. In predvsem ono se vidi potem energetsko, ne. Tudi zjutraj, recimo, če imaš pošlihtane hormone, zjutraj imaš pač
erekcijo, ne, kar je pač normalno, ne. Zjutraj si puhan energije, potem čez dan počasi pada in potem zvečer gre počasi dol, da se lahko potem tudi melatonin dvigne in tako. Predvsem tako, ampak je tako, ni neke ful velike razlike v energiji počuti, ampak tako je pa tako malo opazno. In potem je tudi zanimivo, ne, da recimo spolni odnosi, seks in to je zmeraj proti večeru, ne, ker gre že moški proti koncu svojega oziroma po piku testosterona. Zanimivo, take stvari. Ful zanimivo. Ja, zato pač vam moškim paše recimo zjutraj imeti spolni odnos. Ja, ker mi smo pa malo drugačne, ker jaz pa vidim, da pač jaz zjutraj, pač moj telo se še čist prebuja, jaz sploh, nisem še ta isto, da jaz se moj stresni hormon recimo malo bolj dvigne, pač kar nekaj časa traja, ful počasneje, kakor da bi rekel, da si neki jutranji tip, ali nisi. Ampak čutiš pa energijo, recimo, tudi če se prej zbudiš. Ne prav takoj zjutraj, ampak potem počasi. Se pravi, jaz rabim nekaj časa, da se zbudim. Nisem bil jutranji tip. Tudi recimo s tem sem se veliko časa boril, ker je spet ni ideal, kao moraš biti jutranji tip. Kao, ne vem, tisti najbolj uspešni se zbudijo že ob 5 zjutraj, 6 zjutraj in so potem takoj hustle mode, takoj, ne. Pa na jutranja rutina, pa zjutraj na fitness, pa poleg cel dan produktiven in poleg počasi zvečer hodi spat. In recimo jaz sem ful strugglal s tem in v šoli, na srednji šoli in tudi potem na faksu, ko so bile jutranje predavanja. Jaz ponavadi tam do 10 sem prav zamehljen in poleg počasi se zbujam in je pa zvečer recimo malo več energije, ne. Jaz sem komot lahko do polnoči, enih zjutraj, zvečer zunaj, pa imam tam, ponavadi se, kadar pade sonce dol, recimo sploh poleti, prije neka nova energija ven. Tako da tudi recimo ena zanimiva knjiga, The Power of When, se pravi, moč pravega trenutka, je knjiga v slovenščini. On v bistvu opisuje noter 4 različne kronotipe in v bistvu kronotip je, kako tvoje telo deluje na dnevni ravni. Se pravi, nekateri so bolj jutranji tipi, te recimo on imenuje po živalih v naravi. Recimo tisti, ki je jutranji tip, je lev. Levi ponavadi zgodaj vstanejo, grejo takoj na lov, ubijajo in potem pač počivajo večino dneva, ampak kjerkoli. Potem je tisti normalen kronotip, se pravi, kaj je za večino ljudi, se pravi, niso zjutraj najbolj produktivni, niso zvečer malo preveč produktivni, ampak so tako čez dan. To je tako večina populacije od 9 to 5. Ja. To je recimo on to imenuje medved in potem so večerni tipi, so pa volkovi. Volkovi recimo grejo na lov po noči oziroma zvečer. Tisti pa potem težko zjutraj vstanejo, so poleg čez dan produktivni tam v normalnih urah in poleg ponavadi zvečer dobijo še kakšno tak sunek energije. In potem še 4. kronotip je pa še delfin. Tu so pa tisti insomniaki, ki imajo težavo s spanjem, ne morejo spati, na 3. in tako naprej. Ko sem prvič slišal za to knjigo, sem se takoj videl, jaz sem polk. Tako da je okej, ni nič z mano kao narobe, ne, sem pač samo tak tip, ki pač zjutraj težko vstane in sem poleg lahko zvečer malo več zunaj. In recimo tako, če pogledaš tudi evolucijsko, ima nek sens, ima nek smisel, ker spet poleg evolucijsko, nekateri so bili na preži bolj zgodaj, nekateri so poleg podaljšali prežo bolj v noč, po noči, ne. Tako da je neki za tem neki biologije, ne. Ja, pa naj spet sistem, ne, sem ta 9 to 5. A veš, ko jaz sem tudi bolj med volkovi, recimo, pa sem videla, ko sem šla delati v neko, v ta 9 to 5 job. In sem videla, jaz tudi, menuno ob 8 zjutraj odgovarjanje mailov, pa zdaj nekaj, da jaz tam. Takrat sem pač začela piti kavo, pa ne pijem kave, pa pač me čisto preveč ziritira, ampak takrat pač pomagaš si z vsem možnim, da vztrajaš v temu načinu delovanja, ko resnici sploh ni zate. A veš, ampak jaz sem tudi videla. Pač ob 12, ob 2 recimo se mi ful vklopla kreativa, pa pol, ali pa pol tudi zvečer. Jaz zvečer lahko delam takole, ideje padajo. Tako da ja, zanimivo, fajn se je pač poznati, a ne? Da veš, kaj te paše, da ne rabiš biti generaliziran z vsemu, kar prebereš, vidiš, slišiš, ampak da za sebe veš, ker vsi imamo svojo pot, vsi imamo toliko edinstveno izkušnjo in toliko smo unikatni, da če bi se zavedali tega, pa da imamo pač tudi res toliko enih lastnih darov, pol veliko bolj v miru lahko živiš, ker veš, da kar je zate, bo v tvojem življenju. Pač ja,
to ne pomeni, da boš zdaj sedel pa boš čakal, pa ja, nekaj je zame, ampak pač, da boš čutil ta prave vzgibe, ki pridejo pač iz tega, kdo ti zares si, ne vzgibe iz tega, ok, prebral sem to, ker jaz vidim tle ful velik problem konzumacije pač različnih stvari, a ne, kar slišim, kar preberem, kar preskrolam, marketing, plakati. A veš, mi skozi nekaj konzumiramo in tebi se nekaj usede, da ti misliš, da to je tvoja želja. At the end pa tako, če bi se vsak odklopil za, ne vem, 10 dni, 14 dni na let, brez okolja, ki ti pač podaja neke informacije, takrat se res lahko slišiš. Takrat pridejo res ene stvari, ki je tako, to pride iz mene, to ni prišlo iz ene ideje, videla sem pre tej, kaj vse delajo, zdaj sem pa dobila idejo, da bi jaz tudi lahko naredila to pa to. A ne? Tako jaz pol vidim zaradi tega, da je social media recimo en velik problem. A ne? Da smo skozi obkroženi z nekimi informacijami, z nekimi izdelkami, z nekimi izdelki, z nekimi storitvami, ki v bistvu na koncu niso zares tvoje želje, spodbuja se pač neko potrošništvo in pa tudi to, da potem ti kot kreator, ki se odločiš kreirati nekaj svojega, nimaš sploh prostora, da se vprašaš, a je to res moje. Ampak si pač prisiljen v to, da pač nekaj moraš dati ven, nekaj je treba ustvariti, vsi nekaj delajo, hkrati pa pač videla sem to pa to pa to. A ne? Vse te ideje. In kaj je pol tisto, ki je zares tvoje? A ne? Kaj je tisto, kdo jaz sem? Ok, že če pač vem, da je moj spalni kronotip tak pa tak, a ne? Vem, kjere ure so tiste, ki meni ustvarjajo, ki meni ustrezajo, da jaz kreiram pa ustvarjam. Ne to, da bo pač nekdo, ki je že uspešen in je pač za mene idol in če on ostaja v 5, da bo moja pot ista. A ne? Sej mogoče me podobna stvar zanima, pa jaz mislim, da one stvari, ki zares zaresonirajo s tabo, da je tako, to mi je res dobro, to mi je ful všeč in všeč mi je njegov pristop ali pa njen, kako se je tega lotila. En del tega mi je všeč, a ne? Ker nekaj zaresonira z mano, kjer del tega mi je všeč? A mi je všeč lifestyle? A mi je všeč energija te osebe? A mi je všeč ideja, kaj je tisto, kar zaresonira z mano? Pa se tle bolj raziskovati, kaj je pol tisto, kar je res moje, a ne? Ker se mi zdi, pač neke stvari, ki so trendovske, pač pol zdaj, ker okrog tega se giblje, vsi neki pol se podobno delamo, a veš, tako pokrivno, ki je ta prava unikatnost vsakega posameznika, ki je v nas samih in je včasih tudi sami ne vidimo. A veš, včasih pride oseba na drugi strani, pa te bolj vidi, ki ti sam sebe, pa reče, wow, ti si pa tako dober ali pa dobra v temu. In ti si tako, kaj? A res? Sploh ne vem. A ne, ker pač premalo si damo prostora, da se res spoznamo, kdo smo, kaj si želimo pač v globini nas samih. Ja, pa toliko si zaciklen v nekih starih prepričanjih in vzorcih, ne, da težko pa le vidiš. Jaz tudi predelujem kup nekih stvari in dosti krat, ko si zdaj omenila, sploh ne vidim nekih dobrih stvari, ki jih manj, ker si toliko, pač itak to je tudi evolucijsko pogojeno, ne, ti prej vidiš tiste negativne stvari, ki jih tvoj podzavestni oziroma jih išče, tista kao nevarnost, tako da se ne niti zaveš tistih dobrih stvari. In to je kar težava. Ja. In tudi to, kako prepoznati, kaj je res zate, pa kaj si samo ti želiš, zaradi tega, ker si nekje videl, je tudi neka umetnost, ki jo potem s časom se mi zdi, ko bi rekel, da se naučiš oziroma jo masteraš. In se mi zdi, se moraš po občutkih se moraš fokusirati oziroma prepoznati, kako to v tebi odmeva. Ali to nekaj res ono, kar si želiš, ali samo to hočeš. Ali kako ti prepoznaš, kaj je res nekaj zate, ali pa nekaj, kar si samo videla, pa si želiš. Občutek. Kako si rekel, prav občutek v telesu. Tako, ampak zato je spet pol, če se vrnemo na čisti začetek, veš, treba si vzeti čas za sebe, pa si dati te prakse, ki te prizemljijo, pa te povežejo samim sabo. Da si res v stiku s sabo. In jaz vidim, da sem se kar naučila že to, da je včasih ideja samo v glavi in
pač jaz povezujem tako, rekla bi, da je pač glava ego, ki ni nujno pač narobe, ker se mi zdi, da ful velikokrat rečemo, da ego je pa nekaj slabega, ne. Ego nas pač včasih tudi ščiti pred stvarmi, da jih pač mi ne delamo, pač neko osnovno logiko nam daje, rešuje probleme, a veš, ful nam lahko pomaga mind, a ne. Sam naučiti se ga moramo trenirati, zato da nam pomaga v pravi smeri. Zato je meditacija kot trening uma ful ena dobra stvar. Medtem, ko pač kle noter, jaz čutim pač prav en tak vzgib. In pol ta stvar, ki je tukaj, se mi zdi, da bo kar dlje časa bo ostajala tam, ker je to pač neka srčna želja in je nekaj, kar je za tebe, ampak te bo remindala, tudi če boš ti to dal malo na stran, te bo na vsake to bo spet popnil, pa spet bo, a veš, skozi bo v bistvu prisotno to, medtem, ko vidim, če je tako nekaj, kar si iz glave želim, jaz bi to, a ne, to ful hitro, če se ne odzovem na ta impuls, pač bom pozabila eventually, bom tako, v bistvu sploh nisem zares želela. Če je pa nekaj, kar res le, pa pač kar skozi malo ojla, a si že pozabila name, ker jaz nisem. A veš, to je pa naša ta duša, bi jaz rekla, ki je pač res ta srček, ki je tako, ki je vedno kle za nas, če smo ga pripravljeni slišati. In če bi večkrat slišali svoj srce, pač koliko bi bolj si dovolili biti v tej otroški energiji, v radosti, v joju, koliko bi z večjim jojem tudi pristopali k enim stvarem, ki smo pa naučeni, da so veš resne. Ja, zdaj pa treba biti odgovoren, treba je to, a veš, ta beseda moram, če hočem to, moram. To je pa pač ego, je pa pač naučen nekih programov. In kar smo naučeni, pač pol tudi nas ego hoče zaščititi, da ne bo drugače. Ego se boji sprememb, ego se boji. Tle jaz mislim pa, da je ego pol slab, ne? Da nas pač, slab, da nas blokira pred tem. Ker naš srce bi, ampak pol pač racionala pride v igro, ne? Pa je tako, a bi res? Kaj pa če... A veš, pol tudi misliš, nekaj si ful želiš, pa greš za tem, pa se pa mi tudi znamo toliko sabotirati. A veš, in tle spet ego pride v igro, ker mu je nepoznano, ker je tako, kako boš ti začela delavnico v tujini pred 100 folka, to je meni totalno nepoznano. Zdaj je čas, da te jaz zaščitam in zdaj ti bom dal malo vročine, malo oslabljen imunski sistem, malo boš brez glasu ostala, malo ti bom pošiljal misli, a si ti to sploh res želiš, a si tam pa res ne rabiš biti, pa nič nimaš že zgubiti. A veš, tako pol so pa to eni te nezavedna prepričanja, ki nas začnejo malo pač blokirati v smislu tudi, ne vem, včasih si bil mlajši, pa nikoli ni bilo dost, pa si skozi kaj narobe naredil, ali pa si bil kritiziran, ali pa pač v šoli ni bilo dost. A veš, kako pol ti kar misliš, da zdaj si pa jaz zaslužim voditi eno delavnico v tujini, kjer bo 100 folka in kjer bo ljudje samo mene prišli poslušati in to, kar imam jaz zadati, a ne, in tako ful je trikje včasih. Zato ta stik s sabo je toliko important, da pač res slišiš te mehne delčke sebe, pa ta glasek, a veš, ki ti skle reče, go for it. Ker jaz nazadnje, ko sem šla učiti na en festival, ful sem si želela. A veš, sem bila tako, jaz si pa želim, da bi res učila na festivalih meditacijo, pa tako, ali pa karkoli, kar imam zadati. 2 dni pred tem jaz zbolim, grlo, na polno procesi v telesu, moj živčni sistem kako, ne moreš, kaj imaš ti sploh zadati, a ne. Ker pač niso menci v življenju govorili, ti si najboljša, ti lahko dosežeš vse, kar si želiš, ti lahko, pa niti ne najboljša, ampak v smislu, a veš, oni so lahko nam predali to, kakor so pač oni dobili od svojih prednikov, a ne. In nasplošno mi nosimo 7 generacij v DNA-ju od naših prednic, pa od vseh mogoče žensk, ki so imeli občutek, da niso vredne, pa da nimajo nič zadati, pa da ne, če gledam po tej svoji strani, pa da je moški tisti, ki je pač pomemben pa glaven, pa a ne, kaj bom jaz kot ženska, kao. Ampak pol, če pa si dovoliš iti v to, pa si rečeš, imam vročino, pa ne vem, ne bom skenslala eventa, šla bom v to, pa če bom šla z eno nogo tja, pa se zgodi en tak expansion, tako life pol tako reče, cool,
A veš, zaradi tega, ker ni bilo to neki, ja, včasih je pa te pa preventa zaradi tega, ker pač to res ni bilo zate. A ne, to, da sem si jaz pahnila ramo takrat s temi projekti pa z marketingom, to ni mene ego zaščitil zaradi tega, ker je to njemu nepoznano. Jaz sem toliko časa že delala proti sebi pa proti svojemu telesu, da je to bilo nekaj, kar sem jaz se moram zdaj res slišati. Ker pa tudi čist drug message pride zraven, ne, čist drugo sporočilo tega, a se jaz pol čutim expanded po temu, ko jaz grem pa niti ne z glavo skozi zid, ampak lahko slišim, da pač nekaj me hoče zaustaviti, ker druge zgodbe pridejo na plano. Tam je prišlo takoj sporočilo, nehi, ustav se, ker pač to nisi ti. Tle je pa prišlo sporočilo, pač, a si sploh vredna? A si sploh zaslužiš, da ti greš tja? A kdo ti si, da boš zdaj ti tam učila eno delavnico? In te so pa pol tisti dvomi, ki sem lahko, ne, to ni moje. To ni moje. In pa pač iti v to, pa si dovoliti, da pač boš pol expandan po tej situaciji. Ja. To se mi zdi ful pomembno, kar si zdaj povedala. Ne? Tako da ja, spet prijemo do tega, da se moraš poslušati, prisluhniti. In se mi zdi, intuicija ti lahko toliko da samo se moraš naučiti jo res prisluhniti in prepoznati, ko si zdaj recimo opisala, ali je to odpor, ki je posledica uma, ali je to pač samo ono, ki te hoče nekaj opominjati, da nekaj ni prav zate v življenju. In to ponavadi vidiš šele potem kasneje, za nazaj, v retrospektivi, kaj je bilo ali eno ali drugo. Ne? In je spet neka umetnost to prepoznavati in se poslušati in tako naprej. Definitivno. Zdaj nimamo več dosti časa, bi se na hitro ustavil še malo pri plesu. Nismo toliko debatirali, da mi malo predstavi ta feel good ples, feel good delavnice, ker recimo vem, da se skozi ples da tudi ful naučiti prisluhati svojemu telesu. Tudi recimo jaz, odkar sem začel hoditi po teh festivalih in delavnicah od plesa, sem se ful naučil povezati sam s sabo. Prej sem imel pa to, jaz nisem plesalec, jaz ne plešam, meni je to grozno, ampak ti lahko ful da ples. Lover. Ja, feel good. Včasih ga ful težko opredelim, ker ga nočem opredeljevati, tako ime pove samo. Ampak je feel good v bistvu neka posledica, ki pač pride po tem, ko si ti dovoliš pogumno narediti en korak. Prideš plesati. Feel good v bistvu temelji na koreografiji. Ni tako svobodni izraz, da bi pač prišel, zaprl oči, poslušal samo muziko in dovolil, da te pele. Ampak v bistvu je temelj neka koreografija, ki pa ima, jaz vedno sestavljam koreografije po občutku komada. Torej, ko jaz začutim nek komad, ki z mano zaresonira, mi zbudi nek občutek in sestavim neko zaporedje korakov. In te koraki bi jaz rekla, da pomagajo pač puncam, ki pridejo, ženskam, ki pridejo, pri tem, da včasih lahko sprobaš nekaj novega, ker mogoče, če bi sam plesala v sobi, lahko priješ do neke točke. Če priješ pa ti v dvorano, si pa ti kar naenkrat videna, delaš napake in kaj zdaj, če si ti nepopolna. Tako da ja, ful enih takih stvari, ki so v bistvu mehne, ampak naredijo ful eno veliko razliko pri tem, da kot ženska pač narediš odločitev, sem se zdaj odločila za ta gib. Sej pač imaš ti gib sestavljen, ampak jaz vedno rečem, če se počutiš imeti roko dol, jo imej dol, če se počutiš imeti roke gor, jih naredi z roko okrog glave, kakorkoli, pač probamo interpretirati neko glasbo, kaj je tam. In ponavadi je pol tudi ta glasba spodbuja neke občutke v nas. Če bo pač to neka počasna glasba, čutna glasba, mogoče malo bolj seksi glasba, se bomo ful bolj povezali z neko senzualnostjo, z neko čutnostjo. Ker jaz mislim, da veliko žensk se boji stopiti v to čutnost. Veliko žensk se boji, da jaz bom pa zdaj kar seksi pač pred drugimi, kaj, Mi pozabimo, da to ni, da mi nismo tam zaradi drugih, pa da rabimo se dokazovati. Ampak jih učim ravno nasprotno, da ta čutnost, ki pride iz nas samih za nas same, ti, ko boš stopila ven iz dvorane, boš stopila z odprtim prsnim košem, si ti dovolila, jaz sem tukaj, jaz si dovolim biti videna, jaz si dovolim biti nepopolna in točno tako
kot sem, ker pač jaz vidim, da punce mi dostikrat rečejo na glasih, ja, pa sem se zmotila, in tle je vedno ampak to je point, da se ti zmotiš in da si ti dovoliš biti videna pred tokimi ženskami, ki so tam zate, zato da te podpirajo, zato je tudi vedno pač moja neka vizija oziroma tudi energija, s katero delam, je to, da vsaka, ki pride, je tam zato, da je podprta. Tam ni ocenjevanja, tam ni kritiziranja, ampak je rajš, povej svoji kolegici tukaj, kateri deli so ti bili všeč, kaj ti je bilo dobro, koliko jo podpiraš, in da s to energijo pač pridejo ženske. In jaz vidim, da samo take ženske hodijo, ker sem vzpostavila tudi neko tako kulturo teh klasov. Da ni teh punc, ki pač bi prišle pa tako, le ona je boljša, ker pač v plesnem svetu je ful bilo te tekmovalnosti. Pač ja, če boš najboljša, če boš najlepša, saj ples je bil skupinski šport, umetnost, ampak na koncu dobiš ti neko službo, nek poklic, si sprejeta na neki avdiciji, če ti stopaš, če si ti tista in je pač bila skozi prisotna ta tekmovalnost, hočeš, nočeš. Ja, to je bil tudi en del, ki sem ga jaz hotela. Pač ne, mi ženske smo tukaj zato, da se podpiramo. Mi ženske, a veš, se tudi v preteklosti, ja, kralj ali pa nekdo, ki je bil pač pomemben, on si je zbral tisto, ki je najlepša, on si je zbral, a veš, in kako ne bomo pol imeti cel življenje v temu, da boš ti prišla v prostor, pa boš tako, kera je zdaj moja grožnja, a ne. Ampak tle pa pač varno okolje, kjer pač vsaka lahko pride in je točno to, kar je, in je oblečena tako, kot njej paše. In ja, na koncu je v bistvu to pomemben, da prideš. In zadnjič mi je ena rekla, ki je začela na začetni skupini, pa je bila že na začetni skupini, čist zadnji v vrstah se je držala. In je potem čez 2 leti, redno je hodila na klase, je pač rekla, ok, jaz bi šla rada probati v nadaljevalno, je v nadaljevalni, je potem hodila zraven na te delavnice Her Power Within, ki jih imam, ki so malo bolj poglobljene, kjer je zraven pač še zvočna kopel, pa meditacija, pa gremo še v globji stik vase. In je v bistvu prišla do mene in mi je rekla, ja, veš, da sem dobila napredovanje v službi. In sem bila tako, wow, pač ful dobro, ful sem bila vesela za njo. Pa rekla, ja, ampak povem ti zaradi tega, ker so tvoji klasi krivi za to in jaz takoj itak, ne. Jaz dej nekaj, zakaj, ful težko pač itak sprejela to, a ne. In je rekla, ja, zaradi tega, ker pač tle sem dobila to samozavest. Tle sem dobila samozavest, da jaz kar lahko sem to, kar sem, pa s tem ni nič narobe, pa bom zato še praznovana, pa podprta za to. Pa vsakič znova, ki je pač rekla, da je tudi prehajala, pa so pač hkrati so bili pripeti neki dvomi, a ne. Pač ja, pa jaz nisem dobra, pa zdaj tega ne odplešem tako, ampak je rekla, z vsakim klasom bolj je pač čutila, koliko se pač same ene stvari so se začele razkrajevati, koliko pač in pol. Ker jaz dobim tak feedback, tako pohvalo, da pač ena ženska toliko pridobila na samozavesti, vse tako, my mission is complete. Če sem to lahko dala eni osebi oziroma ji pomagala, ker jaz si tako mislim, da pač pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, a ne. Pač mi delamo korake pa odločitve, ampak imamo pa ljudi, ki jih srečamo, pa so neki naši mentori, naši učitelji, mogoče ti sam neko smer znajo, da jaz nikoli ne bom nobenemu rekla, nared to pa to, ker se meni zdi to ful dobro, zato da boš ti uspešen ali pa bolj samozavestna. Ampak mogoče, kako pa ti misliš, da bi lahko, pač kaj misliš, da bi lahko naredila, zato da pač bi to pa to naredila drugače. A veš, da vsak pride do svojega odgovora in ja, na teh klasih jaz vem, da se je ustvarila res ena ful lepa skupnost, da je tako, ful smo, lepo rastemo, se podpiramo med sabo. In ja, je kar nekako neka sokreacija. Sej jaz vodim te klase, ampak vsaka izmed njih je pač tako pomemben člen teh klasov, da ja, na koncu tudi, če kakšna reče, ja, brez tebe, kaj bi mi brez tebe, tega ne bi bilo. Kaj bi jaz brez vas? Ja. Pač we're in this together, a ne? Skupaj smo v tem. In ja, to je feel good. Ful dobro. Feel good vibe. Jaz sem pa vedel, da boste tudi en retreat organizirali, ne? Skupaj z Nino.
lahko še to malo predstavim. Ja, seveda, z Nino je pa ful moja dobra prijateljica, in da so se pa tudi spoznale. Tako v bistvu čist random, lani ali predlani, lani. Zanimiv mi je ta del, da ko sem se začela gibati v krogih oziroma delati stvari, ki so pač se bolj usklajevale z mano, ne, pa so pač eni ljudje odpadali, eni novi ljudje so prišli v naše življenje, v moje življenje. In ja, Nina je bila ena izmed takih in sva v bistvu začele ful negovati najin odnos, tako res je globok, res je moja najboljša prijateljica. Ker imava tudi prvič v bistvu v prijateljskem odnosu se z njo spuščava v težke pogovore. Meni je bilo to ful neprijetno, a veš, ne sam lahkotno, ja, zdaj smo mi dve prijateljice in vse je super fino, fajn, ampak globi, ko imaš ti odnos z osebo, več bo nekih triggerjev, več bo nekih takih stvari prišlo ven in se mi zdi, da sva ful dober zdaj že tako delava obe na tem, da res prideva z neko transparentnostjo in iskrenostjo v ta odnos in se je zato lahko razvil v nekaj ful lepega, avtentičnega. In sva potem tudi najdle pač neko sodelovanje v temu. In sva rekla, ja, bova naredili retreatek. Se sva v bistvu že lani, pa pol nisva speljale, ampak pripravljen si pač na neki točki svojega lifea, ki si res ready. Tako da zdaj obema je blizu ta stik s sabo, ciklično povezava s srcem, z maternico, nasplošno pač ta ženska energija, sva obe zelo v stiku s sabo. In ja, delava različne stvari, hkrati naju pa združuje nek ta passion, pa to poslanstvo, da hočeva to neke te modrosti pač dati tudi drugim ženskam, jih predvsem opolnomočiti, ne? Da bojo z lastno močjo stopale po svetu. Tako da, ja, to se bo pa odvijalo 10. do 12. oktobra. In se v bistvu že ful veselim, ker tako, ene take vile bomo magijo čarali. Ja, lepo. Ne, se mi zdi, da če res čutiš neko močno poslanstvo in da delaš res ta pravim namero, pole pač ljudje začutijo, pole ljudje tudi pridejo. In to me prav zanima, kako bo malo spremljal, kako boste imeli, kako boste izvajali, kako mi bo uspelo. Ja, mi boš kaj povedala, kako je bilo. Vse ti imaš pa tudi en retreat. Tako je, ja, zdaj prihaja, ta podcast bo prišel ven sredina septembra, tako da bo že retreat mimo. Prvič smo se s tem Aljažem, Mafijem, ki je bil zdaj na podcastu, smo se organizirali, zdaj še zbiramo ljudi, nimo jih še dovolj, tako da bomo videli, kako bo zdaj v naslednjem tednu. Upamo, da bo, in če ne bo, pa je očitno tudi nekaj od zadnje, neka lekcija. Tako da zakaj ne, mogoče nismo pripravljeni, mogoče še niso pravi pogoji. Ali pa na koncu bo, lahko bo v zadnjih zdaj 14 dnevih prišlo tako z dosti ljudi in ja, tako da bomo videli. Se tudi jaz provam čim bolj prepustiti v življenju, kamor me vode, ker jaz sem imel tudi cilje, želim to pa to in bolj, ko grem proti tistim ciljem, vidim, da to ni to in pole so pritiski in pole je razočaranje in pole se počutim slabo glede sebe in tako naprej, tako da sem si rekel bolj prepusti se življenju, del se od sebe in pač bo že pokazalo, kako pa kaj naprej. Kaj pa je namen tega? V bistvu mi smo zastavili pa tako povezovanje s sabo, malo povezovanje s sabo preko fizičnih aktivnosti, mindseta in duševnosti in hkrati odmik od tega modernega sveta, se pravi v bovcu, v neokrveni naravi in pač spet stopiti stik s sabo, se povezati s sabo preko fizičnih aktivnosti, preko mindset aktivnosti, preko pogovorov o bohnju zvečer in tako da ja. To je nekako. Sliš se amazing. Yeah. Tako da prosim, da če pridete. Tako, hvala za promocijo. Jaz nisem marketer in ne znam prodajati, ampak bo tudi to prišlo. Itak. Zdaj bomo počasi zaključili in imam še par zaključnih vprašanj zate in sicer me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje. Dobro počutje zame pomeni, da imam lahko velike energije, torej da imam neko to življenjsko energijo v svojem telesu, da sem zdrava, da sem v balansu, da mi sije koža, da ne vem, ker sem uravnotežena, ker se prehranjujem, ker imam dovolj fizične aktivnosti, tako nek
popoln, pa ne bom rekla popoln, ker te besede ne maram tako zelo, ampak nek balans, kjer se počutim zadovoljno na fizični in psihični ravni. Tako, to je zame dobro počutje. Tudi moja definicija. Pač fizično, mentalno, čustveno, duševno in to ustvarja dobro počutje. 3 do 5 na svetu za več dobrega počutja. Čak. Kar ti recimo zdaj pride na pamet? 3 do 5 na svetov. Pet v telo, fizična aktivnost. Oziroma ne vaje, ampak prakse za upočasnjevanje. Zdaj tudi odvisno, govorim to, naslavljam moške ali ženske. Ker če bi naslavljala ženske, bi rekla, da probite upočasniti svoj živčni sistem. Ker pač malo stresa je fajn, sami imamo že tako ful velik kortizol, že zaradi teh nihanj hormonov. In ja, čim več upočasnjevanja, več stika s sabo. Narava. To je lahko 5 na svetov, ampak narava je tako res eno tako zdravilo na vseh nivojih. Tako da ja, prakse, pač te razne meditacije, pač to, kar je upočasnjevanja, stika s telesom, ples, gibanje. To. Pa predvsem zdrava prehrana. Očisti se znotraj in pač pa se mi zdi, da rataš tudi nek kanal, ki je ful bolj občutljiv na energijo in takrat lahko tudi bolj čutiš, kaj energetsko je zame, kaj ne, kje se počutim down, kje se počutim up, pa potem večkrat grem tja, kjer se pržgem, ne, kjer sem ugasnjena, pa supresana. Ful dobro. Kakšen nasvet bi dala sebi pred 5-10 leti? A recimo, kaj bi sebi rekla v tem času prej? Vse bo. Vse bo. Zaupaj. Zaupaj, da si točno, kjer moraš biti. Ker sem se mogla ne samo naučiti stvari, ampak odučiti. Všeč mi je quote, ne vem, če je quote, ampak unlearn if you wanna learn. Ker je ful enih stvari veliko, ki se jih moramo odučiti, to da damo prostor, da zgradimo nove vrednote ali pa karkoli v življenju. Tako da ja, neko zaupanje. Najboljši nasvet, ki si ga prejela v svojem življenju, ali tisti, ki ti je najbolj ostal v spominu? Veliko enih nasvetov sem dobila, pa ponavadi jih nisem rada poslušala. Ker če bi jih poslušala, verjetno ne bi bila danes, kjer sem. Ampak všeč mi je pa ta preparation meets opportunity. Tako da lahko vizualiziraš, manifestiraš, ampak če si ti pripravljen na stvari, ki jih želiš doseči v življenju, ali pa, ki si jih želiš, bojo prišle. Tako da ja. Dobro. In še zadnja stvar. Stvar, ki je tebi najbolj pomagala pri osebnostni rasti, oziroma da si postala boljša oseba, boljša verzija sebe, kakorkoli. Ja, bi pa rekla, da je pač skupek teh stvari. Skupek tega, da ko sem slišala svoje telo, mislim, da vsakič, ko slišim nekaj v sebi, da nekaj ni okej, da to res poslušam. In da delam izbire na dnevni bazi, ki mi v bistvu dajejo v dobro počutje. Pa tudi v bistvu sej nočem zdaj predolgo, ampak pri 26 sem imela svoj prvi panični napad in sem v bistvu takrat začela dejansko videti, kaj je sploh ja, kaj ne, in odpirati stvari, si dovoliti odpirati vse. Otroštvo, pač čistiti, spucati se na vseh nivojih. Tako da, ja, psihoterapija, somatske prakse, vse. Ampak vse ob svojem času, ker ne moramo iz danes na jutri. Ker verjamem, da bi vsak človek rad
zdaj je bil boljša verzija sebe. Ampak to so eni mehni koraki. Dej zbud se pa spi kozarc tople limonade z malo soli. Pa to deli 1 mesec. Pa, ko boš začutil ali pa začutila, zdaj bi pa še 5 minut meditirala. Dodej še 5 minut meditacije, pa ne si dati končnega deadlina, dokdaj bi ti rad bil boljša verzija sebe, ampak pač sam vztraji in tudi to, da se obkrožimo z podpornim okoljem, z ljudmi, ki nas res pač, ki nam pomagajo biti boljša verzija sebe, ki nam dodajo dodatna krila. Tako da ja, to, evo. Dobro. Nika, ful, zanimiv, prijeten, globok pogovor, tako da hvala ti. Zdaj lahko še malo deliš, kje te lahko ljudje spremljajo, kje ti se lahko pogledajo več od tebe in tako naprej. Tisti, ki te še ne. Hvala drugače tudi tebi. Tako ta podcast je bil res en izmed pogovorov, kjer tudi jaz v bistvu sebe spoznavam skozi to. Tako da ful ti hvala za ta prostor, za safe space. Drugače pa me lahko najdejo na Instagramu, Nika Burazer. Potem tudi v bistvu to, kar je mojega kreativnega dela, je na Great Create, ker tudi to ime sicer bomo drugič o temu, ampak ni več čista line s tem, kar delam. Ampak ja, največ tam, pa ja, se skozi kaj objavljam, skozi kaj šeram, tako da ja, to je to. Ja, zdaj zadnje dni, ko sem se malo pripravljal na podcast, sem šel gledati malo bolj podrobno objave, pa kaj si napisala v opisih in se me je dotaknilo, mi je dalo misliti, tako da je zmeraj fajn spremljati take vsebine, ki so res pristne in tako da mislim, da lahko podajo ljudem in ženskam in moškim tudi. Tako da ja. Hvala ti. Malenkost. Tako da hvala vsem za gledanje, poslušanje. Upam, da vam je bil zanimiv podcast za Niko, da ste spoznali kaj noha, se kaj noha naučili in se vidimo v prihodnih epizodah. To je to. Uspelo!